Gospod Stevanović, nadaljujeva midva pri temi. Kako bi se vi odzvali na energetsko krizo, ki je pred nami? Mi je tudi ne bi doživeli, če bi vodili politiko na tak način, kot sem prej predlagal. Se pravi, stalno neopredeljenostjo ne bi imeli nobene težave z dobavo tudi ruskega plina, konec koncev. In če bi pa vmes cena zrasla, bi se pa lotili cene s preoblikovanjem cen, ki ga že itak planiramo. Se pravi, s preoblikovanjem in z obrestovanjem, z DDV-jem izključno cene, neto cene energenta. Brez nekih obrestovanj trošarin, kar se to dogaja zdaj, ker je davek na davek in to je čisti rop. Mi lahko v enem momentu znižamo ceno in goriva in energentov za 30%. Samo oskrba, izredno pomemben podatek, zaradi vseh teh geostrateških premikov v zadnjem času, seveda spodbujamo alternativne vire energije, smo odklonilni do pridobivanja jedrske energije iz urana, zato ker Krško je potresno območje in je tveganje za kakršnokoli katastrofo bistveno večje, kot je pa doprinos koristi NEK2. Tako da mi bi tukaj spodbujali znanost, da začnemo pridobivati jedrsko energijo iz elementa tori, ki je bistveno manj radioaktiven, ki ne povzroča radioaktivnih odpadkov, ki prekine verižno reakcijo, ko ga nehaš obstreljevati z nevtroni, kakor bi lahko reaktorje postavil kjerkoli, ker niso nevarni, ko ga ugasne, se neha. Proizvaja pa bistveno več elektrike, kakor pa sam uran, ki ga pač vlade potrebujejo zaradi proizvodnje plutonija, jedrskega orožja, in pa lažje je dobavljiv in cenejši. Zdaj na Kitajskem smo videli, da so tesni reaktorji in kmalu bo prišlo do komercializacije in prav bi bilo, da smo mi med prvimi, ki se s tem začnemo ukvarjati. Še gospod Stevanović, potem gremo pa na novo temo. No, se ravno to govoriti na pamet o alternativnih virih je besedičenje. Največji problem pri alternativnih virih je skladiščenje energije za čas, ko je odsotnost vira, bodisi sonca, bodisi vetra. Mi teh kapacitet nimamo razviti. Ni problem postaviti sončne celice, ni problem postaviti razne vetrnice, ampak kako skladiščiti to energijo, da jo bomo imeli v momentu, ko ne bo vetra, pa ko ne bo sonca. To je problem. In kaj potem početi? To je sploh vprašanje za zelene, z akumulatorji in baterijami, ki bojo nekoč odpadek. To je velik problem, ne? In zato mi predlagamo še neko alternativo, ki je popolnoma super in za okolje in za pridobivanje energije, celo te odpadki od torija, sploh niso radioaktivni in jih lahko recikliramo v nadaljnjo surovino. Rešitev je na dlani, samo pravo politiko še rabimo. Dobro. Gospod Stevanović, vi v programu pišete o preučitvi statusa Slovenije v mednarodnih organizacijah, naprimer Evropske unije in NATO. Kaj to pomeni? Točno. Če bi le imeli moč odločanja neposredno po volitvah, bomo takoj sprožili postopke za referendum, da ugotovimo razpoloženje ljudi glede članstva v Evropski uniji pa v NATO. Za Evropsko unijo sem jaz v bistvu osebno prepričan, da bi bil pozitiven odziv ljudi, zaradi tega, ker pač kolektivno radi pripadamo nekomu večjemu, udoben je prosti trg, brezcarinsko poslovanje, brezmejni prehodi. Pri NATO sem pa prepričan, da bi se kopja lomila že na pol. Tako da, če govorimo o sami varnostni naši politiki, se zavzemam za načelo zaupajmo samo sebi. Če kdo misli, da bo NATO nas obranil pred nekim tujim vojaškim posegom neke večje sile, se grdo moti. Izkušnje izražajo tako sliko. NATO bo razoril neko državo, manjšo državico, pa še to za neke tuje globalistične interese. Ampak pred kratkim je padel sred Zagreba nek avionček, ki je letel več kot 500 kilometrov skozi zračni prostor NATO, pa ga nihče tudi videl ni. To samo govori o tem, koliko NATO zares čuva prostore teh naših vazalnih držav. Mi smo rekli, ne nakopljamo si sovražnikov za zunanjo politiko, ki ni v korist Slovenije, drugo, imam pa tudi rešitev, kako vzpostaviti obramben sistem Slovenije, da bo vedno lahko poskrbela sama zase. To je kombinacija hibriden sistem poklicne vojske s podrejenim sistemom ljudske obrambe. Več razložim kasneje. Kar se tiče zdaj tega dogajanja pa teh tenzij, jaz mislim, da ni tako strašna stvar, kar jo pač politika želi prikazati. Politiki imajo radi ljudi v šahu, v strahu, ker jih na ta način v bistvu lažje obvladujejo. Ampak še vseeno bi pa poudaril tukaj pomen naše vojske. Mi lahko poskrbimo zase, da bi lahko mogoče nekoč za nekoga druga. Se pravi, naša država potrebuje poklicno vojsko, to je dejstvo, ampak jasno je pa tudi, da poklicna vojska, kot jo imamo, ne more obraniti države pred nekim, boh ne dej, tujim vojaškim napadom. Zato
ne glede na to, koliko denarja mi še vložimo noter, ne, zdaj smo videli, da v bistvu vlagamo denar za opremo, za mirovne operacije na tujih tleh, mirovne operacije NATO. Bolj bi bilo, da bi za ta denar kupili 2 Kanadarja, pa bi zdaj gasili požare nad predvorom, kar se nam je zdaj dogajalo. Ampak ne, ta denar smo pač zmetali stran. Zato se mi zauzemamo, da bi imeli poklicno vojsko kot neko krovno vojaško silo, kateri bi pa v bistvu spodaj dodali nek sistem ljudske obrambe po sistemu teritorijalnih obramb. Tja bi vključevali prostovoljne nabornike in pa razne ljudi, ki so že oboroženi in znajo delati z orožjem, tako kot so strelci, lovci. Oni imajo že orožje, ga posedujejo, obenem so pa že varnostno preverjeni. Jaz vam lahko povem, da en povprečen športen strelc postreli mnogo več nabojev, kot pa vojak na leto, obenem na težjih poligonih praktičnega streljanja. Tako da to so ljudje, ki so že usposobljeni in že nekaj znajo. In s tem mi dobimo odličen sistem, organiziran, vedno na uporabo, obenem pa dvigujemo to kolektivno zavest nacionalne ali pa domovinske zavesti. In na ta način, to bi še rad povedal, ker ta je izredno pomembna. Jaz sem bil, mislim, da leta 2006, kot takratni pripadnik posebne policijske enote na meji v Hotizi, oborožen, ko se je kuhal s Hrvati. Hvala Bogu, takrat ni bilo nič, ampak vam želim povedati, da je takrat zavest najpomembnejša. In zavest ljudi lahko dviguje samo z zaupanjem v državo, ljudje pa državo identificirajo s politiko. In naša politika je tista, ki mora priti v parlament, da bi vrnili zaupanje ljudi nazaj v državo. Zanimivo mi je to vprašanje, kje bi iskali zaveznike. Ja, povsod, zakaj se moramo geografsko, pa kulturno, pa kakorkoli že opredeljevati, če jih imamo lahko povsod. Prijatelje imamo lahko po celem svetu. To je za nas doprinos koristi. Da bi pa lahko imeli zaveznike povsod, pa moramo zagovarjati suverenističen pristop Slovenije v okviru, tudi če je v okviru Evropske unije, ampak da je popolnoma suverenističen. Da smo pa lahko suvereni, pa moramo priti do največjega našega problema, to je pa naš zunanji dolg, zaradi katerega smo v resnici bruselska enklava. Ne smemo se več zadolževati in moramo ga pričeti odplačevati. Obene more državo voditi politični subjekt, ki je suveren. Da je pa suveren, pa ne sme biti nikomur nič dolžen. Zato državljansko gibanje resnica more priti do pozicije, ko bo lahko odločalo, ker nimamo nobenih stricev iz ozadja, nobenih lobijev, nobenih finančnih struktur moči za sabo in lahko delujemo kot vlada, ki najprej odgovarja svojim državljanom, šele potem vsem ostalim. Takojšnja vzpostavitev suverenistične demokracije in pa vrnitev suverenosti Slovenije.